oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Stay true, baby. Don't worry about your destiny. And those who never shared the dream, you'll see one day they'll say you made it, yeah. Can't put all your trust into what they say, 'cause when time runs out, you're not gonna be okay. You can lean on you. You just learn your stuff, you just hone that craft, and with a little bit of luck, darling, it will come your way. You will make it, you will make it through. Yeah, you stay true, baby. Don't worry about your destiny. And those who never shared the dream, you'll see one day they'll say you made it. Stay true, baby. Don't worry about your destiny. And those who never shared the dream, you'll see one day they'll say you made it, yeah. Let the talkers talk, they'll always be in their own way with all the negativity, but you know you've grown. You can show them the way. But the doubt in you that you grew with, hold the mirror to yourself, darling, and stay big, 'cause when you do you will always win. Stay true, baby. Don't worry about your destiny. And those who never shared the dream, you'll see one day they'll say you made it, yeah. Stay true, baby. Don't worry about your destiny. And those who never shared the dream, you'll see one day they'll say you made it, yeah. You, yeah. You'll see you made it, yeah. Dvojec Freekind je v letošnje leto stopil z novim singlom Made It. Lansko je bilo izjemno, saj ga je zaznamoval izid prvega dolgometražnega albuma Since Always and Forever meseca junija. Po Evropi sta odigrali več kot 40 koncertov. Nekaj dni nazaj sta prejeli še glasbeno nagrado Music Moves Europe. Boštjan se z vami v oddaji. Slišite lahko nekaj sveže glasbe. I just wanna leave world behind, leave my past behind. Love Learn, Tadi Tada, Jože Zadrevec in Eleuterija.
se mi zdi, da doživljam déjà vu. I've been many places. They wanna cut your main lion, they wanna throw you into a cage anymore. Najprej pa Craven, ki nas bo skladbo Veronika zastopala na letošnjem Eurosongu. To je njena dolgoletna želja. Mislim, da za slovenskega glasbenika je to priložnost, ki je sicer nikakor ne bi mogel dobiti. Tako da absolutno je bila želja potem, da bi zastopala Slovenijo na Euroviziji že odprej. Spremlja jo že leta. V bistvu najbolj se spomnim nastopa Lordov 2006, 7, 8 tam nekje, mislim da 6. Finska, vedno sem rada pač gledala Eurovizijo in s celo družino smo jo nekako tudi spremljali. Pri produkciji skladbe je sodelovalo več ljudi. Skladba je imela veliko različnih verzij, tudi kar se same produkcije tiče, je več ljudi na njej sodelovalo kot pri katerih koli drugih mojih skladbah. Mislim, da je neka mešanca take filmske glasbe in pa sodobne elektronske glasbe. Pesem ni nastala namensko za Eurovizijo. Pesem ni nastala z mislijo, da grem na Eurovizijo, je tudi prva pesem, s katero sodelujem pri tem projektu EMA Eurovizija, ki ni bila napisana posebej za EMO ali pa za Eurovizijo. Glasba je filmsko sodobna. Največji poudarek sem dala v bistvu na neko dramatičnost, ki jo pač zgodba Veronike, zato da njena zgodba lahko pride do izraza in da se preseli v letu 2024, je zato potrebna tudi glasba, ki je ravno prav filmska in ravno prav kak sodobna. Ostaja pa odprto pop opera. Pri operi je tako, da če drugega ne, je za telo veliko bolj fizično zahtevna, zahteva bolj gibek pevski inštrument, mogoče malo bolj dodelano pevsko tehniko, čeprav tudi za petje dobrega popa mislim, da je zelo ključna pevska tehnika. Tudi za like, ki jih potem moramo podobiti na opernem odru, moram nekako pobrskati po sebi in po svoji osebnosti in včasih so pač vaje za opero tudi iz tega razloga zelo naporne. Hkrati pa je ustvarjanje avtorske glasbe spet zahteva neko brskanje po sebi in po mogoče kakšnih ranah, ki še niso zaceljene, zato da pač lahko prideš do nekega materiala, ki ga lahko uporabiš v svojih skladbah. Tako da oboje se mi zdi, v obeh žanrih zelo uživam, hkrati pa sta oba žanra zelo zahtevna. In kdo je Veronika? Veronika je Veronika Daseniška, ženska, ki je bila v Sloveniji prva obtožena čarovništva. Veronika je en del moje osebnosti, mislim, da je del vsake ženske. Kakšna je njena posebnost? Mislim, da je ta nek zavrženi del ali pa neka ta krivica, ki se je zgodila Veroniki, ena taka tema, ki je zelo aktualna za katerokoli žensko, ne samo za neko sodobno žensko v letu 2024, ampak nasplošno skozi zgodovino. Raven in Veronika imata nekaj skupnega. Mislim, da je Raven del Sare, del mene, in mislim, da je potem Veronika prav tako del mene, in mislim, da imata skupnega Raven in Veronika v tem primeru mene. Veronika bo tudi del njenega EP-ja Sirene. Zgodbe žensk, ki so me navdihnile za pisanje pesmi, ki bodo na EP-ju, so v bistvu nekako prišle, mi bile kot inspiracija tako zelo spontano, nisem preveč načrtovala, nisem se preveč ukvarjala s tem, ali so ženske neki fiktivni liki, ali so to neko zgodovinsko pomembne figure. Zaenkrat imam na EP-ju pesmi, ki so navdihnjene s Carmen iz zelo znane francoske opere Carmen, potem imam Ikono, ki je navdihnjena zgodbo o lepi Heleni, Veroniko, vse kaj več boste pa še mogli počakati do 17. februarja, ko album izide. Kreativna ekipa za Eurosong je pripravljena. Zaenkrat smo že zelo dobro postavili nek tak koncept, ki ga želimo prikazati na odru, tako da kreativna ekipa je sestavljena, ideja je že zelo začrtana, zdaj pa moramo iti še v izvedbo. Pred Eurosongom jo čaka še veliko dela. Pred majem me čaka še ogromno enega dela, če drugega ne, imamo v operi premiero, kjer pojem naslovno vlogo Marije de Buenos Aires, končati moram svoj EP, tako pripravljam se na tudi na svoj koncert 21. aprila v Cankarjevem domu, tako da se mi maj zdi še zelo oddaljen, se pa seveda zelo veselim. Tu pa je Raven ter njena Veronika. Jaz sem Raven in vi poslušate Radio Aktivno. Skrila sem se v reko in odšla v tiho noč. S glasnimi koraki, nemi klici na pomoč.
sem le voda v valovih, iščem mir. Utopim se v sebi, se svetlobi prepustim. Se bojiš, ko svoje želje zatajiš. Gledaš me v oči, podoba tebe ni žari. Ogledalo sem brez robov, le odsev tvojih sem zdrav. Najdi me, rani me, brani me. Koga loviš, ko me zapusti? Dvigni me, pusti me, ljubi me. To te lovi, da se ne lovi. Jaz sem, ti si Veronika. Tvojo resnico le ona ve. Jaz sem, ti si Veronika. Tvojo resnico le ona ve. Jaz sem, ti si Veronika. Tvojo resnico le ona ve. Sem Jack Rhodes in poslušate Radioaktivno. Mirror, oh mirror, tell me the season where you never grow, you never fall. Promise that you'll never let me go. I will never let you go. Mirror, oh mirror, what is the reason for feeling small? Who do I call? I was never meant to be alone. But all they wanna do is take my throne. I just wanna come home. You don't wanna know more. I just wanna leave world behind, leave my past behind. I just wanna come home. You don't wanna know more. I just wanna leave world behind, leave my past behind. Mirror, oh mirror, why do we fight for buildings of stone, places unknown? All I ever wanted was to feel, but now that she has shown me what is real, I just wanna come home. You don't wanna know more. I just wanna leave world behind, leave my past behind. I just wanna come home. You don't wanna know more. I just wanna leave world behind, leave my past behind. But though I know what's in my mind, these feelings I just can't let out. And though I know what's right, I bleed. And though I know what's in my mind, these feelings I just can't let out. And though I know what's right, I bleed.
Jack Rhodes je prejšnji teden izdal nov single naslovljen Leave World Behind, ki govori o modernih medčloveških odnosih, ki počasi a vztrajno izgubljajo svoj primarni pomen. Malo v etru. Bodo Lovelorn 1000 km stran. Morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran. Rad bi damek sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Glasbeni gost. Na Goriškom skupini Lovelorn, Marko pa je z mano, zdravo. Živijo, dober dan. 6 zaljubljencev zasedbe. Ja, recimo, v bistvu poanta te zasedbe nekako je, da mi smo kao nesrečno zaljubljeni, če poslovenim naše ime, ampak poanta tukaj se ne gre za nek pesimizem ali kaj takega, ampak mi smo nesrečno zaljubljeni, ki nekako iščemo uteho v glasbi, v umetnosti in v tem vidimo neki izhod, neko boljše življenje. Tako da v bistvu vse je potenciranje glasbe in potenciranje dobrega, kar je v glasbi. Kot je slišati, pa pridno ustvarjate. Ja, tako, v bistvu zdaj je bil konc tega leta zelo pester, torej konc prejšnjega leta 2023, ker smo se odločili band nekako zagnati na bolj proper način in smo v bistvu izdali 3 single v zadnjih 2 mesecih in zdaj si bomo vzeli kratek predah pred naslednjimi večjimi projekti. Sem že mislil, da boste takoj posneli album. Ta večji projekt je album, tako da ja, letos je to naš naslednji korak, naslednja stopnička, tako da zdaj smo v bistvu v pripravah za snemanje našega, če lahko rečem, prvenca. Tako. Neke pesmi, kot sem dejal, je že slišati, v ospredju so pa ljubezenske tematike ter odraščanje. Ja, jaz sem pisec skladb in nekako poskušam izhajati iz sebe, iz stvari, ki jih doživljam, iz nekega življenja. Star sem 19 let in mislim, da 19-letniki odraščamo in smo v teh nekih odnosih z drugimi in potem marsikaj se pripeti in te skladbe so nekako avtobiografske, kot nekakšen dnevnik stvari, ki se mi dogajajo, stvari, ki jih čutim in tudi upam, da pride do poslušalcev ta nek mogoče pripovedovalnost, no, ful se probam opreti na neke konkretne ali predmete ali momente, ki zaznamujejo posamezne situacije, ki jih potem nekako preslikamo v teh pesmih. No. Lahko pa se to tudi razume bistveno bolj simpel. Komadi so pa neka avtobiografija. Sedaj ste izpostavili 2 pesmi, Če odidem proč in 1000 km stran. Tako, Če odidem proč je torej aktualna, ki v bistvu je nastala na neki točki, kjer sem se razhajal v enem odnosu in v bistvu nisem bil še prepričan, kaj narediti z vsemi spomini, z vsemi momenti, ki so me pač vezali na ta odnos in je v bistvu refren zelo lepo zajame celo poanto. A res bilo bi bolje, če odidem proč, a bi še bilo vesolje, kje bi črp pomoč. In to je nekako osrednja poanta teh trenutkov. 1000 km stran je pa skladba, ki v bistvu nisem povzel po lastni zgodbi, pač pa po zgodbi ene znanke, ki je zanimivo imela fanta v Berlinu nekaj časa in je z njim v bistvu peljala to zvezo nadaljavo, ali kako bi rekel temu fenomenu, ki je v bistvu za 21. stoletje bolj značilen kot ne. In nekako sem se probal potopiti v to razmišljanje, kako se to fura, no, kako je možno, da nekdo ohranja nek globi pa tudi pomenljiv odnos, kljub temu, da je 1000 km stran od druge osebe. Tako da nekako to so te misli zaenkrat okoli teh skladb. Ste pa obe pesmi tudi podkrepili z video podobo? Ja, drži. V bistvu 1000 km stran naš prvi video spot in Če odidem proč smo tudi naredili video spot. Zaenkrat delujemo bolj na, ne bom rekel amaterski, ampak te osnovni ravni. V bistvu nam naši dobri prijatelji, ki nas podpirajo, nam pomagajo delati te video spote in so zelo zagreti. In je ogromno enih idej in krasnih trenutkov nastalo na teh snemanjih in moramo reči, da smo, glede na to, da so to prvi naši video spoti, zelo zadovoljni smo in srečni. Poslušalci si jih lahko ogledajo na YouTubeu. Midva sedaj eno izmed vaših poslala tudi v radijski eter. Marko, katero boš izbral? Pa naj bo prva tista, ki je bila tudi kronološko prva, najprej 1000 km stran. Skladba prihaja v eter in za konec, kaj se zgodi, če odidem 1000 km stran? Če odidem 1000 km stran. Jaz sem poskušal tukaj pustiti odprt konec, naj poslušalci tukaj presodi, če morda še misli name, če tudi 1000 km stran, oziroma če bi bilo boljše, če odidem proč. Tukaj jaz mislim, da so včasih vprašanja bolj pomembna in pomembna kot pa odgovori. Ne se tukaj sprašujemo, vse to je prav, da se potem iz vprašanj se rodijo definicije, pa naj se vsak opredeli do tega, kot hoče. Mina noč
oči v zraku in namišljam si njen von. Pet spomin pričaran, njene govorice ton. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Berem sled črnila in haluciniram mir. Iščem sled dotika, ližem rumenjev papir. Počas res krpov rane, če je odšla bo zadnjič proč. Bom uvrzel pozabe, moral tlačiti tisto noč. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Mirno hladen piš prireja nežno božanje. Jaz sem mala miš in čez kot smuc preganja me. Počas res krpov rane, če je odšla bo zadnjič proč. Bom uvrzel pozabe, moral tlačiti tisto noč. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Pa čeprav je ne poznam. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Živjo, moje ime je Samantha Maja in vi poslušate Radio Aktivno. Svet je javna razstava, na njem prikazane lutke, pa polne pisane fotke in tebe prav nič ne motijo. Daj se slika profila tretira kot vrlina. Melanholija, melanholija. Je trava spet bolj zelena, tam kjer je ti ne zalivaš. Spet iščeš srečo drugje, se sam pred sabo skrivaš.
Samantha Maja po kreativni pauzi prihaja z novim singlom Melanholija, ki bo tudi del njenega albuma v nastajanju. Ne preslišite še? Nekaj sveže glasbe, Zanimivo je, ko živiš življenje drugih. Cry with me tonight. Baby, ko se iščem sam. Citas. Jože Zadravec in Eleuterija. I've been many places. They wanna let you be lion. They wanna throw you into a cage anymore. Najprej pa ta detada zapoje Deja Vu. Spet leti, zadnje čase se mi zdi, da doživljam déjà vu. Glasbeni gost. Ta detada v moji družbi, zdravo. Lep pozdrav, Boštjan. Z Gimi Projem pridno ustvarjate, slišiti. Pa letos smo rekli, da se bomo kar malo izprsili, tako da imamo kar materijala. Kar nekaj je nastalo prejšnjo leto, tako da mislim, da bo vsak mesec kak single izšel, pa verjetno tudi album, mogoče celo 2, tako da ja, delamo. Kaj ti album sta že napovedovala, če se prav spomnim? Tako je, skupni album, moj solo album, pa on ima tudi neki solo komadov, tudi kak mixtape, kak EP pride ven, tako da je, materijala je dost, zaloge je. Potem ne boš rekel Deja Vu. Čemu? Temu, da je toliko materijala. Aha, pa ja, mislim, veš, kaj je pri nas, mi imamo materijala skozi, ampak ga imamo predolgo v šteku, se mi zdi, kar je napaka, tako da smo se odločili, da bomo zdaj kar metali ven. Ne bomo več čakali pa šparali, tako da kolikor ga bo, to ga bomo metali ven. In kje oziroma kako doživeti Deja Vu? Deja Vu v bistvu sam komad, pa sam naš nov single, drugi, bom rekel, skupni single iz te prihajajoče plate, je v bistvu pač francoski pomen oziroma dobesedni prevod je že videno. Neka inspiracija tu je pač, da se nam pač nekot ponavljajo iste stvari, ne samo meni, večini folka, ne, pač doživljamo vse isto, od mraka do zore. Folk se zbudi, gre na šiht in gre pol tek v krog in tu se pol tudi nekot malo oddaljujemo od vsega in od narave in pol je fajn vsake toliko resetirati, malo telo, možgane, pritisnati ta reset gumb pa zbežati nekam v naravo, da se malo odklopimo od vsega pa povežemo z samo naravo nazaj. Namreč vse več je ponavljanj raznih prizorov v vsakodnevnem življenju. Res se nam zdi, kot da je, sploh pa, ne vem, se mi zdi od korone, kot da gre vse nekot v krog, da so se malo stvari razvrednotile in da se še bolj ponavljajo in nekot inspiracija je tu nastala za ta komad. Ti se poleg narave verjetno odklopiš tudi z glasbo? Definitivno, ja. Glasba je en tak filter, ko ti pomaga pri vsem tem, ko pozabiš na to, ena strast, en hobi, en lifestyle, vse to, tako da definitivno se ob glasbi odklopim jaz, pa upam, da tudi moji poslušalci. Kot pa te že poznam, običajno pesmi nadgradiš tudi z videospotom? Spot je že v zuni, tako da si ga pejte pogledati na moj YouTube kanal Tadi Tada in upam, da vam bo všeč. Komad je pa tudi na vseh streaming platformah, Spotify, Deezer, iTunes, da lahko tudi komad čekirate tam. Bova pa sedaj skladbo tudi poslala našim poslušalcem, zato Damir, pošli nam Deja Vu. Evo, dragi poslušalci, vklopite se zraven v Deja Vu. Yo folk, z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Tu se raste prehit, na kopi, travi in spidu. Mulci hočejo gas, jaz sem se to že videl. Tu se čas je ustavil, med bloki nimamo kam, pa bežimo iz mesta, da v miru zrolamo skan. Tu je glasen, hrup v mestu, rabim morje, sonce, svež luft, dan se ti ne javljam na Insta in na Fejsu. Čujemo se drugič, Jaz hočem iti od tu, da ne slišim več ta hrup. Čas prehit leti, zadnje čase se mi zdi, da doživljam déjà vu. Jaz hočem iti od tu, da ne slišim več ta hrup. Čas prehit leti, zadnje čase se mi zdi, da doživljam déjà vu. Tu grejo dnevi v krog, tu je sivo nebo, tu je stres in zato jaz moram iz mesta takoj. Bežim iz asfalta, ker čas me preganja, ta gužva v trip industrije ga lama. Zato bom šel stran, da se naloudam.
čujemo se drugič. Jaz hočem iti od tu, da ne slišim več ta hrup. Čas prehit leti, zadnje čase se mi zdi, da doživljam deja vu. Jaz hočem iti od tu, da ne slišim več ta hrup. Čas prehit leti, zadnje čase se mi zdi, da doživljam deja vu. Daleč stran od doma, od blokov in betona, da ne gledam folk, da ne rabim telefona, da ne čujem hrup in da ne voham smoga. Grem iz mesta mal na hof, ker tu je skos drama in galama, vedno ista fama, Tu vse isto je vsak dan, isti se epizod ponavlja, Tukaj je Jure Lesar, poslušate oddajo Radioaktivno. Zanimivo je, kako razvijamo se drugo kot človeka. Zanimivo je, kako gremo vedno dlje od človeka. Kaj pomeni rast, robot ali hrast? Kaj nam obeta ta kvantiteta? Zanimivo je, ko živiš življenje drugih razen svojega. Zanimivo je, ko imaš pred sabo raj in gledaš v vesolje. Kaj mi pomeni Mars? Kaj mi pomeni Mars? Kaj nam obeta ta kvantiteta? Zanimivo je, zanimivo je. Oče mi je rekel, da to je dobra stara roba in takrat še niso znali goljufat. Je kot dobra zgodba, dober film in knjiga večkrat za prebrat. Samo še enkrat bom vprašal vas in pol refren zaključi ta komad. Kaj pomeni rast, robot ali hrast? Kaj nam obeta ta kvantiteta? Zanimivo je, zanimivo je, zanimivo je, zanimivo je, zanimivo je.
Jure Lesar predstavlja 4. singel Zanimivo je iz prihajajočega 3. studijskega albuma, ki bo izšel jeseni letos. Ne preslišite. Jožeta Zadravca. So I think I'll stay around and see if some dreams come true. Glasbeni gost. Jože Zadravec z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Zdravo. Jože, samo muziko si prinesel? Ja, res je, samo muziko. V bistvu sem prinesel album, katerega sem izdal. Moj prvi album. Ja, in v bistvu sem zelo vesel, ko sem lahko to prinesel vsem ta izdelek, na katerega sem zelo ponosen. Če bi tako rekel, si na album dal 10 muzik. Tako, 10 skladb, ena vrste The Best Of, se pravi za vsakega nekaj, različni stili, različni žanri, vokalni, inštrumentalni, balade, hitri, jazz, pop, rap, ni da ni, za vsakega nekaj. Pluješ med avtorsko glasbo ter priredbami? Ja, res je, ja. Mislim, da sem naredil pol, se pravi 5 skladb je avtorskih, se pravi avtori so moji prijatelji, znanci, ena je tudi moja, se pravi komplet avtorska, ostale pa so priredbe ali znanih ali pa manj znanih avtorjev, pa v bistvu gre, vsaka ta skladba je izbrana z namenom, pač vsaka ima neko zgodbo za njo, zakaj je ta priredba izbrana in pač tu večinoma pač gre za to, da se poklanjam s temi priredbami pač tem skladateljem ali pa pač performerjem, kateri so mi zelo blizu in so v bistvu kreirali mojo pot pa mene kot glasbenika. Si bobnar, čeprav pa na albumu nikjer ne izstopaš kot bobnar, kot neki bobnar solist. Ja, res je, ja. Se pravi, sem bobnar, zdaj, nočem biti, pač, kako bi to rekel, nimam te potrebe pa takšnega velikega egota, da bi mogel izstopati zdaj z nekimi bobnarskimi solažami pa nekaj izživljati na tem. Pač bobnarski soloti so bolj atraktivni v živo, zdaj na CD tega nekako nisem, ker pač rad počnem to, kar sem naredil na tem albumu in sicer je to, da pač prevzemam tisti stolček iz odzadja, se pravi stric iz odzadja, ki v bistvu podpre z bobni avtorja oziroma izvajalca, ki je pred mano. 10 pesmi, kot sva rekla, je na albumu, sedaj boš album tudi živo predstavil in sicer 27. januarja. Tako je, 27. januarja v Art Galeriji Jurak v Logarovcih pri mojem prijatelju Robertu Juraku in familiji. Ja, pač vabljeni, zdaj tam bo v bistvu ta predstavitev bo tako izgledala, da bom pač jaz tudi probal še par stvari povedati od samem albumu. Album bo možno tudi tam fizično dobiti. Pač moja mama, da je spekla kruh, ki je fantastičen, ne? Mislim, da kaki falat zasike, da tudi tam, pa kaki kozarček rdečega dobrega ali pa belega dobrega vina, ne? To ne primanjkuje tu v naših krajih in seveda se bo tudi igralo, zdaj kakšna točne obliki bo se igralo, to pač bo treba priti tja pa videti. Ne. Bo pa slišati skladbe z albuma? Absolutno bo slišati skladbe z albuma, seveda tudi kakšno štorijo iz albuma, iz ozadja, no, kaj se je dogajalo, pa absolutno bodo se slišale skladbe z albuma. Ja. Fizični nosilec zvoka dobijo poslušalci pri tebi, drugače pa lahko obiščejo tudi streaming platforme, kjer imaš vse skupaj naloženo. Tako, ja, v bistvu vse se najde na vseh streaming platformah, kot so Apple, Spotify, Tidal, ne vem, YouTube Music, ogromno jih je, v bistvu. Tako da za tiste, kjer je mogoče, ne, ali ne more priti na predstavitev, lahko pa v bistvu tudi, ker želi, lahko mene kontaktira, najde se me na moji strani, na socialnih omrežjih, me lahko kontaktira, komot pa mu tudi pošljem CD po pošti, brez problema. Ne. Katero predlagaš, da dava za konec tega pogovora? Ja, zdaj bomo rekla Cycles, Frank Sinatra. Tvoj vzornik. Tako je. Cycles za konec tega pogovora. Jože, hvala, da si se oglasil na kratko v oddaji Radioaktivno, več albumov pa rečeva v začetku februarja. Ok, odlično. Hvala tebi za povabilo. Zdravo, sem Jože Zadravec in poslušate Radioaktivno. So I'm down and so I'm out, but so are many others. So I
I feel like trying to hide my head neath these covers. Life is like the seasons. After winter comes the spring. So I'll keep this smile a while and see what tomorrow brings. I've been told and I believe that life was meant for living. And even when my chips are low, there's still some left for giving. I've been many places, maybe not as far as you. So I think I'll stay around and see if some dreams come true. There isn't much that I have learned through all my foolish years, except that life keeps running in cycles. First there's laughter, then those tears. But I'll keep my head up high, though I'm kind of tired. My gal just up and left last week. Friday I got fired. You know, it's almost funny, but things can't get worse than now. So I'll keep on trying to sing. Just please don't ask me how. Živijo, jaz sem Gal Đurin in poslušate Radioaktivno. Cry with me tonight, and it will be alright. Cry with me tonight, as I roam down the streets weary, and the night is following me everywhere I go, everywhere I go. Yes, everywhere I roam, where I lay my head is home. Ooh, and when the winds blow, you know I need you so, you know I need you so. So cry with me tonight, and it will be alright. Cry with me tonight.
know I love you so. You know I love you so. As I roam down the streets, weary, and the lights are following me everywhere I go, everywhere I go. You know I need you so, you know I need you so, you know I need you so. Cry with me tonight, and it will be alright. Cry with me tonight. Cry with me tonight, and let yourself go. You know I love you so. You know I love you so. Cry with me tonight, and it will be alright. Cry with me tonight, and let yourself go. You know I love you so. You know I love you so. Just let yourself go. Just let yourself go. Gaujorin pošilja nov single Cry With Me Tonight. V nadaljevanju Skladbo Lion predstavi Eleuterija. Your impulses to a lion. The danger looks into your eyes. Stare it down, approach the risk and jump right in. glasbeni gost. Oddaja Radioaktivno, z mano pa Teja iz zasedbe Eleuterija. Zdravo. Lepo pozdravljen. Lev oziroma Levinja je prišla lansko leto. Tako je, tako je. Ni ušla živalskega vrta? Ne, ni. Prišla je sam digitalno na vse platforme v obliki albuma, prvega albuma zasedbe Eleuterija in pa v bistvu tudi v fizično obliko CD-ja. Nova zasedba, mednarodna zasedba, slovensko, nizozemsko, južnokorejska. Tako je, v bistvu zasedba je različnih vplivov. Bazirani smo bili v Rotterdamu na Nizozemskem, kjer smo si študirali, tam smo se tudi spoznali. Album je pa plod v bistvu skoraj 3-4 letnega dela in našega skupnega ustvarjanja. In vse skupaj je tvoje delo, tako glasbe kot besedil? Glasba in besedilo so moje delo, ja, tako je. Si pa na album zaokrožila 8 pesmi. O čem poješ? Pojem o iskanju svoje resnice in notranje moči in o tem, da se dovolimo dotakniti tudi nečemu večjemu od nas, se pravi, da se predamo nekim večjim silam od nas. Ime, ki si ga nadela zasedba, pa izhaja iz grščine. Tako je, Eleuterija pomeni svoboda. Eleuterija je tudi grška boginja svobode in to je tudi en tak zaokroženo za ta projekt. No. Vsi smo v tem iskali neko svobodno izražanje. Ne nazadnje tudi jazz je bolj svobodna glasba z neke improvizacije, zato tudi svoboda. Tako je, tako je. Študirala si na Nizozemskem, kaj sedaj pomeni ta projekt in ali se bo nadaljeval ali ne? Projekt je v bistvu zaključen, ta album je kot nek zaključek, epilog projekta, nastaja v času mojega študija, zdaj pa v bistvu smo vsi aktivni na svojih področjih, vsi še naprej ustvarjamo in muziciramo, ampak večina jih je na Nizozemskem, ena izmed njih je v Londonu, 2 sva nazaj v Sloveniji, tako da smo se malo vsak v svoje usmerili. Mogoče pa se še kdaj dobite skupaj? Ja, mogoče pa res. Tudi na kakšnem nastopu? Bomo videli. Večina pesmi je v angleščini, ena je v slovenščini, kaj to pomeni za tvoje nadaljne ustvarjanje? Ja, želela bi se ustvarjati čim več tudi v slovenščini, glede na to, da je itak v času študija je večino mojega ustvarjanja bilo v angleščini, ker so bili tudi ljudje okrog mene
angleško govoreči, zdaj sem se vrnila nazaj v Slovenijo, tako da se želim čim več ustvarjati tudi v maternem jeziku in to se v bistvu že tudi dogaja, pišem vedno več v slovenščini. Tudi sodelovanje s kakšnimi domačimi glasbeniki? Ja, upam, da tudi pride do tega. Kot sem dejal, 8 pesmi je na albumu, verjetno pri teh ne bo ostalo? Ne, definitivno ne. Tako kot sem rekla, pišem naprej, sicer malo drugače kot za ta projekt, malo bolj kantavtorsko, malo bolj minimalistično, ampak ja, ustvarjanje je ena izmed mojih najljubših stvari, tako da definitivno bo še kakšna pesem. Kateri inštrument igraš? Jaz začela sem s harmoniko, potem sem se pa zaljubila v klavir. In vmes sem še čist malo kitare igrala, ampak klavir je bolj tist moj. Eno bo zavrtela za konec tega pogovora, katero boš izbrala? Lahko zavrtimo kar glavni singl s plate, Lion. Je bil v bistvu istega imena je plata in Lion je bil tudi prvi singl, ki smo ga izdali novembra. Toliko na kratko za danes, Teja. Hvala, da si se oglasila v našem studiu. Več pa rečeva v sredini februarja, ko bova Lion celotni album tudi podrobneje predstavila. Tako je, najlepša hvala vam. Hvala ti ter uspešno naprej. Hvala lepa. Moje ime je Teja iz zasedbe Eleutheria, vi pa poslušate Radioaktivno. In graceful solitude release the fear of the strength of success, of mistakes, of yourself. Unafraid to stay in place. Notice all the ways you can embrace the time. Feel the emptiness. It is nothing but a relief to devote to the truth. Slow down pace. Unafraid to stay in place. Notice all the ways you can embrace the time. Feel the emptiness. It is nothing but a relief to devote to the truth. They wanna cut your main life. They wanna throw you into a cage. Animal, afraid of the peace your slowness brings. Scared of the place found in the still. Your impulses to run, lion. The danger looks into your eyes. Stare it down, approach the risk and jump right in. Attack with your fire and tame them. To silence the rage, to escape the cage they wanna trap you in. Too weak to catch the bliss, to embrace the peace they wanna throw away. Too small to silence the rage, to step on the stage and let the fate decide. Too weak to catch the spark, they remain in the dark and wait for the light to come. They wanna cut your main lion, they wanna throw you into a cage. Animal, afraid of the peace your slowness brings. Scared of the place found in the still. Your impulses to run, lion. The danger looks into your eyes. Stare it down, approach the risk and jump right in. Attack with your fire and tame them. Perfect company, finally alone. You start a roar with pride, with relief by yourself. Show your power, bellow out loud.
Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podkastu. Počem, ki sem pripravil slišano, vas vabim, da se mi pridružite tudi prihodnji teden, ko se oglasi skupina Gedore. Kako se nama svet odpira, glej, se dnevu noč ne daje mira, glej. Za konec še kamniška skupina Signe, ki za svoj 4. singl Pridejo dnevi predstavlja svež videospot in izpiljen glasbeni remaster. Radioaktivno.